Na koncu bo tako, to je bila vse basen. Danes je 29.4.2014, to je torek, ura je 20:55 zvečer in tole so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. To bom not pustil, sem se zmotil. Jaz sem Kle, z mano je tudi pižama, živijo. Živijo, Anže, kako se imaš? V redu. Kako se imaš ti? Jaz sem super, trenutno si z ledom hladim koleno, ker sem imel the best usklajeni, sinhronizirani nogi. Najprej sem si nategnil mišico na spodnjem delu noge pod kolenom na desni nogi in se to podcajča se mi je vnela mišica na levem stegnu, tako da sem bil dvakrat kruljavi bine zdaj, tako. Odlično, pa dobro, da se podcast da vse delati, sem to rekel. Ja, ne, zdaj sem že premičen, zdaj lahko že upogibam kolena. A ja, pol že kucaš nazaj na igrišče. Ja, itak, sem že ta glava, zdaj mi že tlele težijo, je fakt stari 5 na draft letos, prosim. Ja, to. Lej, stari, mogoče to v Šenčuru vzel. Ej, da pride vsako Šenčur, v glavnem. Ja, koliko let si bil ti tam, koliko sezon? 4. 4 sezone v Šenčurju, to bo kakšen prstan iz krompirja. Ne, imam pa adres iz prve lige doma, ki je primka, veš, ko v prvi ligi so celo primki. A ja, tle nimate primkov zdaj v tretji ligi, kaj igraš? Ne, tudi druga. Kako vas pa sodniki ločijo? Po številkah, Boštjan. Zakaj se pogovarjamo o basketu? Daj povej, kaj se bo danes dogajalo. Danes se bodo dogajale 30. glave, kot si že rekel, o Igri prestolov 0403-0404. Če smo tako malo bolj tehnični, ampak še prej seveda moramo povedati, da so glave del podcast mreže Aparatus, ki jo najdete na aparatus.si, kjer je polno hudih podcastov in ki jo lahko podprete. Greste na aparatus.si, poševnica podpri in tam donirate 4, 8 ali pa 12 evrov mesečno in ves ta denar gre za to, da si bo Anže lahko zdaj za Final Four 3. lige končno naprintal svoj ime na dres na koncu, tako da bo edini v 3. ligi bo, ko bo imel print, ko bo Tomič bo pisalo čez cel hrbet in sodnikom bo to toliko hudo, da mu sploh ne bojo dajalo osebnih, ker jih bo strah, da pač ne moramo ga vendati, ker kaj pola, veš, da je on res car, če ima to da napisano na hrbtu, tako da hvala vsem. Najbolj je to, zdaj sem poslušal prejšnje glave, ko sem manjkal in ker se ti pri teh, mislim, da Benny verjel, da si ti dejansko res kupil mešalko zdaj. Ja, ker ti vsakič napoveš, da ta denar zapravljam za šampanske kopeli in ne vem kaj. Ja, ampak se kvoja še raste skozi okno tvoje garsonjere. Res je. Ampak ja, dejansko sem mešalko kupil. Beringer. Ja, full Iber, hvala vsem, zdaj sem pa tako, imam pa samo en kabel, ki lahko uporablja s to mešalko, pa ti si mi zdaj enega posodil, no? Tako da to je tudi res. Pa mikrofon si dobil, ki sem si ga prislužil za zmago na freestyle prvenstvu leta 2008 v Križankah. Zato, da veš, na kakšen kos zgodovine ti govoriš. Ne, se danes ga nimam preklopljenega, ker to je cel proces, tako da danes sem še najeti, ampak se spravljam počasi, da se bo dal tudi z mešalko snemati. Ja. Super. Okay, drugače, danes nisva sama, ne? Ne, imava danes novinko v glavah, ki sicer se že menimo tudi, mislim, da od samega začetka, kako bo nekoč prišla, ampak vse te neke serije, ki jih ona zelo rada gleda, se pravi Girls, recimo, pa Homeland, so to neke te stvari, ki jih ta Anže Tomič iz Aparatusa noče nekako obravnavati. Jaz tega ne gledam sproti, jaz tega ne gledam, jaz ne vem, june dva sta se tam koševala, jaz ne bi o tem govoril, zdaj ker ne bom več ali druge sezone. Tako da nikoli nismo imeli šanse, da jo povabimo, zdaj pa jo imamo tukaj v studiu. Še en dodaten ženski glas, ker mislim, da smo v zadnje čase bili malo preveč striktno testosteronski, tako da rabimo približno toliko estrogena, kakor dislektična produkcija čakajoč na Godoja. Tako da, Anže, napovej. Ja, z nami je
kaj smo rekli, redna dopisnica za serije, ki jih mi vztrajno ignoriramo. Ki jih ti vztrajno ignoriraš. Kaj jaz? Zakaj si z mene uvalil zdaj? Ampak, okay. Ja, Mojca Gorenc, živjo. Končno! To je pa tako iskreno. Ja, valjda, jaz le čakam, ne, že par sezon Homelanda, da me boste povabili, da bom jaz povedala vse, kar imamo v Homelandu zapovedati in nič. Ignorirate, stalno ignorirate. Girls, smo šli že spet mimo. Nič. In pa si povabljen, da bomo o Game of Thrones govorili. Ja, in to seveda tudi v tistem delu, ko se zgodi una ful huda scena, ne, mene povabite. Ja. Ja. To je to. Želeno. Da imamo. Preden šaltamo pa... Jaz imam drugače teorijo, ne, da sta me povabila zato, ker so vsi drugi nekje na dopustu ali pa neki pa nista imela nobenega drugega. Jaz ne bom več rekel, v glavnem. Ampak sam to rečemo, da danes oba z Anžetom za nalaž nismo odgovarjala na message od Domna Saviča, če imamo danes kaj cajta za snemanje. Ja, ker Savič itak vsakič prosi. Ja, oni je Miro Kline, ne, podcastov, tako da... Dajmo povedati, preden šaltamo na tole, da ne pozabimo čisto mečkan novički z TV sveta, razen tega, kar je bilo danes, a si gledal, danes so odkrili, kdo bo igral v novih Star Wars. Si videl to? Ne, kva? Ja, dali so v nekih 9 igralcev, pa igralk, plus še teta stari, vsi se bojo vrnili od Hamila, pa Harrisona in to, tako da to, ampak v glavnem na TV, pa, a ti si Fargo že uspel kaj gledati? Ne, nič mi ni rad. Ne, name tudi ne, ampak gledajte Fargo, ker boj, da je hud. In še ena dobra stvar, če jo boste, sam 3 dele ima, včeraj je bil prvi del in sicer prej na enem britanskem kanalu, zdaj ne ima na ITV, meni se zdi, da je, pa igra not John Sim, človek, ki ga poznamo recimo iz serije Life on Mars, ali pa bil je Master v Dr. Whoju, tako da in se tudi zgodi pač nek tak mal tale ubežnik varianta, ne, začne se tako, da se ena marica, ki ga prevaža, prevrne in on pa pobegne in to je pravzaprav tudi vse, kar sem vedel, ampak glede na to, da Britanci znajo thrillerje delati, pa da je John Sim tudi v redu, če ne veste točen, kjer John Sim, to je on, ki zgleda tako kot Martin Freeman z malo manj gub na čelu. To si, ja, fair enough, to je kar res. Aha, prej pa Fargo pa. Pa Fargo tudi, ja, pa gledal pa sem, je pa rad gledati že Last Week Tonight, kako je ta od Johna Oliverja. Ja, od Oliverja, in je v redu? Hej, v redu, mislim, da bo lučil še nekakšne 3-4 oddaje, da se čisto teče, ampak je super, ima fine segmente, pa tudi je ta format čez zmer intervjujanja, no, takih intervjujev, kakor jih je delo tudi za The Daily Show, ne, se pravi, da ni to, da bi imel v studiu nekoga, ampak se prav na lokaciji pa tako pogovarja s temi šoti čez ramo. In je imel za enega iz NSA-ja in ki sicer ne dela več tam in pa lahko zdaj govori o tem in so iskali novo maskoto pa slogan NSA-ja, da bi in so dali, pa so rekli, lejte, pač 3 predlogi so, če hočete povedati, pokličite kjerokoli cifro, vaš glas bo zabeležen. In pa ful se z nekaj s temi indijskimi volitvami ukvarja, zelo zabavno. To je bilo kar smešno. Ja. Mogoče, da bi lahko ga povabili, da bi se s slovenskimi naslednjimi prihodnjimi, se ne vem, kjerimi se jih bomo imeli ful. Ja, sploh po današnjih dogodkih, oziroma včerajšnjih. Ne bomo to mešali? Ne bomo. Ja, zdaj pa, a gremo zdaj že na... Pejmo odpreti, čeprav mogoče eno stvar, ki jo imamo še, ki boste najdeli pod linki, od spod, Sean Bean je povedal svoje občutke ob purpurni oziroma vijolični poroki. Tako da naj poveda, I'm glad the little fucker's gone. In je to. In še ena stvar, ki smo jo najdeli prav zaradi tega, da bomo mogoče prepričali našega prijatelja Jonasa, da se sprav gledati Game of Thrones, in sicer imaš na netu za Paper Game of Thrones chess set. Imaš za sprintati, ne, vzorčke, ki si jih sprintaš in na eni strani so Starki, ne, pri čemer je ena trdnjava Hodor, druga je Weirwood 3, druga stran so Lannisteri, kjer imaš za trdnjave brata Clegane, ne, in
zelo tako fino. Pa glih, a ne, sem mislil, da imaš celo 8 Tyrionov, ampak nimaš Tyrion, je sam eden. Vse kmete imajo neki. Pa kar dobro se vidi, kjer je Tyrion. Ja. Tako da ja, pa tako je narejen, da Nedu Starku glava dol pade, če Lannisterji zmagajo. Posebej imaš glavo, ja. Ja, vidim, ja. Lepa. Tako da to bomo ja. Jonasu dali, da bom kaj začel. Drugač pa, ja, 2 dela, 3. in 4. in mislim, da a bomo kaj okolišili, a bomo šli takoj na, mislim, se bomo najprej pogovarjali malo, kaj vse je bilo, ali gremo kar naprej. Ne, poroka. Najprej poroka, konc poroka. Ja. Konc poroke je tak malo... Spet un dokaz, pač, če imaš poroko, ne Martina povabiti. Oziroma vprašanje, na kakšne poroke so njega vabili, da take stvari piše. Ja. Prav to sem že zanč rekel in stojim za to teorijo, ne? Da one te poroke pač rabo je en vzvod, kjer bo več teh ljudi lahko spravil v isto sobo. Ja. In to se drugač pač vse ne more zgoditi, razen če je neka poroka ali pa pogajaj. Morajo biti na kupu, no, te ljudje. In pač drugače jih ne moreš spraviti, kot res s temi porokami. Je ful lepo zvot, ne, pa res da zdaj vsakič totalno v knjigi bereš. Olej 2 zveta poročila, holy mother of God. Sem čakaš, kdo bo umrl, ne. Ampak res, dejansko je to pač vzvod, kjer lahko te ljudi daš na kup. Ker tudi tako, pa sem res, pa to, kar sem zanč, sem tako rekel, ker sem razmišljal in pa sem še enkrat gledal in je res tako, tam vsi so tam, ne. Ja. A veš, tako, vsi se malo gledajo, una lahko pobegne, ta lahko na prsta kaže na Tyriona, a veš. Ne, pa tako, super je, da spet dobiš malo teh interakcij, ki jih mogoče ne bi, tako z ljudmi, ki ti jih spravijo skupaj, ki se mogoče sicer sploh ne bi srečali, ne, in tukaj imajo malo proste roke imata, Benioff pa Weiss, pa se pravi tudi Cogman, ki letos še ta tretji writer, ki je, da dajo skup like, ki v knjigi se mogoče, se srečajo, ampak mi ne vidimo njihovih interakcij, ker ni nobenega point of view-ja zraven. Ja, sej pa še ta fora je, pač vsi te smrti, realno gledano morajo biti javne, da imajo ta efekt. Veš, kaj mislim, pač morajo, veš, koliko je bil Red Wedding, kjer se pač tam zgodi, veš, koliko mora biti, javno mora biti, zdaj že spet skoraj sem spoilal, za naslednjo smrt. Ne. Ja, ok, v glavnem, pozabimo, da sem kakšna druga misel. Se pravi, pričakujte intimno smrt, to hoče. Ja, to hoče. Taka intimna. Ja, postarali se boste, kaj o te videli. Ja, okay. Zdaj pa nekaj. Ja, v glavnem, ampak te poroko imamo zelo hitro. Cersei pokaže na Tyriona, glede na to, kaj vse je Tyrion skozi ves čas v kraljevem pristanku 2. sezone naprej govoril, kako se bo tista radost v njenih ustih spremenila v pepel in ostale metafore, ki jih je ukradel iz pesmi Daneta Zajca. Je jasno, da je Cersei pokazala nanj, sploh potem, ko ga je on tako mojstrsko ponižal. Sam, če gledaš big picture, je v bistvu tudi, da je ona pokazala nanj, v bistvu posledica tega, da že cel life kaže nanj. Ker ona bi lahko tam pokazala na poroki na 100 drugih ljudi, ki imajo več od tega, kot ona, pa ni. Pa je mogla da. Ja, če je itak sam čakala, da bo lahko rekla, da je nekaj naredil. Ja. Je pa ful bizaren ta odnos, Cersei Jaime, pa pol Tyrion Jaime, se pol to vidiš v 4. modelu, ko gre končno do njega, ampak tako ful je weird, ker unega res videti ne more, tega sta pa res tako brata. Ja. Vidiš, da sta brata, Tu imam jaz ful eno teorijo. Kar povej. Ne more biti bolj kamen kot to, kot tist, ki je Nina na koncu prejšnje glave rekla, zdaj je fino, ker Jaime gre samo še veš proti Redemptionu, sam še odrešitev, sam še boljši lik bo skozi. Tywin Lannister je v bistvu hotel iz njih narediti Targaryene, one pač pošasti, ki bojo pač samo ta svoj krog varovali, pa bojo šli naprej preko vsega, pa bojo zaščitniški do tega, kar imajo, pa to. Te pa niso v resnici taki, te so pa
vse mal mehki. Tako, in se mi zdi, da v bistvu v teh ljudeh vidiš tako nek boj, tisto, nekaj, kar mislijo, da morajo narediti, pa v njih nekaj, kar jim reče, da mogoče pa tisti ni najboljš, pa da bi bilo treba premisliti. To se mi zdi najbolj v Jamieju vidno zaenkrat. Ja, v Cersei se to skoraj ne vidi. Ja, čeprav, veš, v knjigi se mi zdi, da ona tudi bolj tako intimno prikazana, ima tudi ful nekih bojev vseb, pa to, ima ful paranoje, pa mislim, tukaj v seriji mogoče se ne da toliko ful prikazati tega kot v knjigi, kjer je ona narator, ki vidiš, o čem razmišlja, kako v bistvu ni tako preprosta, pa tako kruta, pač kruta je, valjda, ampak recimo, kako je tudi ta materinska, veš, ful se prepletajo te neke bipolarne osebnosti v njih, ki v bistvu enkrat ena ven pride, drugič druga. Jaz se mislim, da od Cersei je itak glavno, pravzaprav tisto njeno gonilo je mati. Ne? Ona je pravzaprav, glede na to, kako ona je pristala, najprej bila namenjena Rhaegarju Targaryenu, ne, in jo pač ni dobu, in potem je z Robertom pristala, ne, pač, ki je bila čisto politična poroka, ne, zaradi zavezništva, ki je bilo treba narediti, in je, se pravi, mislim, da je koliko 15 let ali koliko, ne, v tej kronologiji od nadaljevanke trpela z njim in vse. Ja, samo Robert je tudi v bistvu strl srce, ne? Ja, itak je, ampak ampak hoče da reči, da ona je pravzaprav res fiksirana sam na te svoje 3 otroke. Ne, da to je pravzaprav je, ne, ona se lahko skozi, ona itak ve, da tisti, ki ima, pa se ne vem, vsi nadaljevanki tudi pravzaprav, mislim, da je rekla Jamie, kako bi v glavnem, da pač da Jamie ima meč, ne. Zdaj lahko to jemljamo povsem realno, ali gledamo tudi malo freudovsko s cigaro v ustih. Ja. Da pač je itak, ne, ona nikoli ne bo mogla doseči tega, kar lahko Jamie v tem svetu, ne, se pravi ta srednjeveška mentaliteta, ki vlada, in pravzaprav potem je, da ona še te svoje ambicije skozi otroke, ne, veš, da bojo vsaj oni na prestolu in polju, kaj najprej eno hčerko, hčerko, ne, tako ima samo eno hčerko, ji odpeljajo, Tyrion jo pošle v Dornijo, se pravi pol, itak, Joffrey se itak oddaljuje od nje preveč svoje glav, ampak ona še zmer upa, da bo uspelo nekakega spraviti, čeprav tle je bilo še hujši kleši, so bili sploh v nadaljevanki, z njim v primerjavi kot s tistim v knjigi, ker se pozna tiste par let starostne razlike, ampak je vse in pol, ki ga zgubi, ne, je skrušena. Zdaj pravzaprav edino, kar še ima v dani situaciji, je Tommen. Ne. Edin Tommen je še ostal, pravzaprav to je njena edina možnost še nekako, ne, da se ona pravzaprav tudi obdrži še na tej poziciji, ne, ker že zdaj tako, ki se bo, se pravi, prej, ki bi se Joffrey, oziroma zdaj, ki se bo Tommen poročil, ne, ona postane ta Dowager Queen, oziroma mislim, da je to preneslo ta kraljica mati, ne, se pravi, ker nimaš moči več, ampak je samo še neka figura tam noter. Ne? Zdaj, če se še Tommen kaj naredi, pa ona čisto odpade sploh iz te slike in se lahko sam še pravzaprav pobere nazaj na Livarsko skalo, pa tam upa, da bi jo kakšen, ne vem, Frey nepomemben povohal. Ne? Če bo prišla do tama, ne? Ja. Mislim. Ja, se poje pa, smo pa kle, ne, ker vidim, da si zelo lepo napisal v naše zapiske Jamie in Cersei, what the fuck. No, ampak čakaj, prej imamo še par stvari, ne, če sam... Ok, sam ne. Dajmo, pejmo kar na to, ja, pejmo na to, kaj smo v tem odnosu. Ja, vse, kaj smo glih pri tem odnosu. Kaj je bilo to? Kaj je bilo res to? Jaz sem šel do zdaj. Dej, Mojca, dej. To je bilo posilstvo. Mislim, to definitivno je bilo posilstvo. Pač... Tukaj ne moreš nič drugega reči. Čeprav so Paul in Martin in vsi so rekli... Ja, Martin je rekel, da je to ta Martin je rekel, to je ta butterfly efekt, ki se spreminja, ne, on se je ogradil, ne, od teh. Drugi so se Paul, da so hoteli prikazati kot delno konsenzualno, ampak ni bilo, ne. Ni izgledalo. Ne. Vse je bilo, ne, zraven je še to, ko vidiš ti, da tam njun, ne, mrtev otrok leži,
Ona dva se pa napalita. Te moga meni se zdi temu Jacku Gleason biti čist brutalno, tam z unimi kamenčki na očeh. Jaz mislim, da mogoče niso planirali čistko kot posilstvo, ampak so na koncu ugotovili, da to funkcionira in da naredi ta halo efekt, ki bojo ljudje o tem govorili in to je čisto ena taka pač producentska fora, no, po moje. Pač rekli so, ne, vsi, da so hoteli pač prikazati, da je pač delno pol vse, ne, ko se zove, ampak res mislim, tega se ne vidi. Tega se ne vidi tukaj. Zdaj sem videla, da so objavili na The Mary Sue, to je ena stran A Guide to Girl Geek Culture, so objavili, da so Leno vprašali, ne, o tem, ker doslej še ni nič o tem povedala, oziroma vprašali so jo Gold Derby, spletna stran. In je ona tudi rekla, da je v bistvu bilo sporazumno, ne. Zelo se je ven vlekla, ampak pol je rekla, da je v bistvu bilo sporazumno, da ona ga z nogami se vklene, ne. Sam tega mi nismo videli. Ja. Tako da. Tle manjka, ne. Čeprav, v montaži malo narobe, ja, če so že hoteli, da je jaz mislim, da so hoteli, da tako zgleda, kaj je zgledalo. Ne, čeprav, veš, Jamie je tudi ta redemption arc njegov, ne, zdaj, joj, kako spet te grozno grozne angleške besede pravi, ta njegova pot prečiščenja, bi lahko rekel, ne, kako, ampak, veš, vsi zdaj, ki nekako prijazen rad, ampak to je še zmer človek, ki je otroka vrgu dol stolpa, ne, a veš, to je... Ja, sej, mogoče je treba malo spomniti na to. Da vse eno niješ, čeprav tle se vidi, zakaj tudi različno, ne, kot v knjigah. V knjigah, zdaj, če damo meč na to primerjavo, v knjigi imaš ti, Jamie pride v kraljevi pristanek šele po Joffreyovi smrti in on pride direkt noter, se pravi to veliko Baelorjevo septo, kjer Joffrey leži na tem mrtvaškem modru in napodijo vse ven in tam se z Cersei pol dal data na oltarju od matere, mislim da, če se prav spomnim. In je dejansko imaš to, ne, ona ga vidi prvič po, ne vem, par let, po letu dveh, ali koliko je bilo, ne, ko sta bila ločena. In jasno, je še nekak efektno končanje tukaj, medtem, ko tukaj imamo pa že povsem drugo dinamiko in tudi tiskaj Martin pravo, ne, da je to ta metuljev efekt, ki prihaja zaradi različnih poti, ki so jih ubrali liki v TV nadaljevanki, ne. Tukaj sta pa ona dva že nekaj časa skupaj in tukaj ga že Cersei ga že zavrača, ne, Cersei je že videla, ne, ona je predvsem v Jamieju videla sebe, oziroma tisto svojo polovico, to sem rekel, to z mečem, ki jo nikoli ni mogla v živo sama realizirati. Ne? In je pravzaprav, da naenkrat ta njen Jamie ni več podoba nje same, ampak je nek spaček, nek pohabljen človek, brez roke in tle sta že tok narazen, ne? Sta že oddrsela drug od drugega, da nekako, veš, je logično, mislim, to njeno kljubovanje. Ne? In zdaj tudi, če ne kupimo teh dodatnih razlag, ne? Je pa mogoče spet to, zakaj je ta Jamiejeva poteza, pa gre pravzaprav za uno še, ko ne pravno why did God make me love a hateful woman. Ne? Da je pravzaprav še uno zadnje, ki jih hoče, ne vem, je dejansko to nek, ali da sam hoče preforsirati to dejanje, to posilstvo zato, da bi jo odvrnil stran, ali ne vem, da hoče sam sebi dokazati, da fakt ni več to in se tudi sam ograditi od nje. Ne. Tukaj je zdaj vprašanje ampak se pravi, glede na to, kaj so ti liki že doživeli tukaj noter, če gledamo samo nadaljevanko, je dejansko bolj logično, da se je to zgodilo, kot bi nek konsenzualen akt, kakorkoli mučno je to gledati in kakorkoli to pač spremeni Jamiejevo pot iz na eni v drugo, pač v eni ali drugi različici. To si pa, se lahko podpišemo kam? Zdaj moramo kuj 3 brutalne joke prebiti, da ne bomo preveč resni. Čeprav jaz ne vem, če se strinjala, da se ne da to narediti tudi tako, da bi izgledali. Ne, da se da narediti, to bi se da, ampak da je nekako tudi... Mislim, da bi tudi funkcionirali, isto bi bilo po moje brutalno, ker ne smemo pozabiti, da tam leži, ne? Ja. Njun otrok mrtev, ampak recimo, da kupimo to razlago. Da, ampak predvsem je vse, tle pokaže, da Jamie, v
vseeno v tem svojem odnosu z srcem je zelo veliko teh nerazčiščenih stvari in da ni tako prečiščen, kot kot je že večina ljudi upala po tistem prizoru v Kadi z Brienne. Ja, ampak se glih to, pa imaš po 4. delu že spet te scene z Brienne. Pa tudi Cersei, če gledaš, tam sta zelo, zelo ne, on je your grace, si reče, zelo na formalnosti, ampak vse ni nekih teh obtožb, čez kaj si mi, takrat ne sploh ne omenjate. Čeprav je pa res, da je to tudi, jaz sem gledal malo te debate, tudi dejansko pri posilstvih je tako, kadar se naredijo, se potem ljudje doskrat, in žal je to tako, da se tudi žrtve pretvarjajo, kot da se ni nič zgodilo. Mogoče bo pa to dobro zaradi tega, da, kar je zelo smešno, mislim, glede na to, da mogoče skozi to lahko pridemo do nekega dodatnega družbenega dialoga o tej problematiki. Mislim, folk se pogovarja zdaj dejansko o tem. Veš, in mislim, da je tle treba povedati pač tako, da se lahko skozi to pač, da pač ne pomeni da ne moreš imeti nekih teh apologetskih umestnih variant. Ja, češ kao, ne, pa sem videl, kako me je gledala, ni, a veš, ne more, a veš, glih to, da se to, sorry, a veš, še zmeri, to, je bila ta zdaj akcija, zdaj spomniš mojca tiska, so takrat gledali, nekaj ste upazila, kao, nočem biti posiljena, kao podpiši peticijo. Nočem biti pretepena. Ja, a veš, ne, treba je dati glih na te, ne pomeni ne, a veš, fokusirati se na te ljudi, ki to počnejo. Ja, kaj bom jaz? Mislim, če mene en to naredi, mislim, a imam izbiro jaz, mislim. Ja, ne. Bo kdo mene vprašal, a si želiš, da te pretepem? Ne, mislim, sam, če ne moreš drugače, ali kaj, mislim. Mene je bilo ja, a veš, te treba je fokus prestaviti, tega ozaveščanja, Lepa. Glave smo postali družbeno ozaveščene. To dela Game of Thrones, igra predstava. Zdaj gremo lahko pa naprej. A bomo malo skakali ali gremo? Pejmo samo še toliko pol nazaj, da to vidimo. Zdaj, če smo že pri tej sceni v Septi, ne moramo imeti tistega Tywina pa Tomena, mimo te debate njune, genialne, kako Tywin pošola Tomena. Ja, pa klej že spet ta, pa Cersei, ki zraven mora biti tih in pač se to že spet, tako, veliko se je dogajalo zraven trupla njenega sina, tako bi rekel. Oziroma preveč se je dogajalo zraven trupla njenega sina. Ampak a za Tomena ste zančkaj omenjali, da je nov igralec? Mislim, ne, ampak je bil on res toliko mal. Ja, v glavnem, tako je zdaj igra. Dean Charles Chapman je pa že igral v Igri prestolov. Ja? In sicer on je bil v prejšnji sezoni eno tistih dveh tam malih Lannisterjevih, ki jih kar Starki ubijajo. Kapol Rob, ta starega kar Starka, ki mu žaga glavca preč. No in on je tam, tako da on je zdaj tega Tomena igra in to je genialno, kako ga Timinka prav, kakšno mora biti, prav dober mora biti, prav nekao svetost je ta poglavita, prav, ja, tudi Baelor je bil pa kaj naredil, on ga 6-letnega mulca je dal za velikega sepnika in neki, Je kaj pa Oris prvi, kao pravičnost, Oris prvi, to je nek kralj, ki je narejen za TV nadaljevanko, drugače Oris je tako baratheonsko ime. In je pač kaj imel neke reforme in so ga po enem letu ga je ubil. Kaj pa moč, prav, in mu tako rečeš, kao tvoj fater, kakšen je bil močen, ampak je znal vladati. To je spet to, winning is not ruling. In prav, kaj pa modrost, tako pa to prav, ampak jaz tega ne vem. No, vidiš, in moder kralj potem posluša, ve, da ne ve in posluša svoje svetovalce. In tako se je že uvalil. Uvalil noter že, jaz bom tvoj roka in kralj regent. Ja, boš. Bodi moj mali Aleksandar Karađorđević. Ja, to je fajn, klej smo že nakazali, da se bojo pač za Tom napulali. Ja, kar se pa zgodi. No, v glavnem, še pred tem imamo pa Sanso, ki uide, in pa Marjorie pa Oleno, zdaj, čeprav je pri Sansi, je pač ta Dontos, ki so ga zdaj pripeljali, potem, ko ga v tretji sezoni sploh ni bilo. In je bilo, se tudi zač pogovarjal, kako je pa ta nekak njun odnos ni čist jasen. Ampak v glavnem mi verjamem, ampak potem
jasno, Littlefinger ne sproži tisto strelico iz samostrela, mu v goat ne, in pove, da money buys a man silence for a time, a bolt in the heart buys it forever. On ima kar hude one-linerje. Ne, kar hude, sam, pa nemoj meni, kako on igra, on tega sliziti, on tako prav igra človeka, ki igra. Ja. Ne, veš, on je človek, ki skozi ima to neko masko. Gor, ne, tako da bega zraven mogoče, ne, da vsi mislijo, kako je slab lažnivca, ampak v resnici pa ne, te svoje spletke zadej ima, ne, in potem pa imamo še in pač bova šla nekam, ne, in potem, a čemo navezati kar na 4. del, pa še tukaj magar, ki ste itak lahko, komod, ja. In potem imamo v 4. delu pa ona dva, smo kaj povedali, spoilerji so za 3. pa 4. del, ne poslušaj, če niste gledali. Je pa on razloži, ne, spodaj Sansi, kaj je bilo s to njeno ogrlico. Še en kamenček je manjkal. Ja. Pa zdaj, če smo pa gremo lahko takoj na Marjorie pa na Oberyn. Ja, ker se tudi obe zelo povezujeta in meni je všeč to, da niso vlekali tega, te skrivnost, kdo ga je ubil, veš, ga lahko bi to nategvali, ampak niso. Ja, ampak ta v 4. delu dialog, ne, med Babi in Marjorie. Kako genialno. To je pa ena boljših stvari že spet v tej sezoni do zdaj, ne. To je, ki reče, I was good, I was very, very good. Ti si bilo res fajn. Ko sem šla iz ure vezenja, sem se zgubila v gradu. Še boljša ona, da on ni mogel stati. Ja, zjutraj. Se eden je najdel sliko nje, ki je bila mlada. Se ona je v teh v Avengers igrala, ne? Ona je bila Avengers. Ja, Avengers. Avengers je tak, to je gorenjska izgovarjala. Kako si pogledal Avengers? Avengers. V New Jerseyju. Ja, pa to imaš prav, ful je fajn, ker so te zadeve tako pač. Ampak gre, gre, rekla je, da gre, meni je toliko žal, meni je ona toliko dobra, to sploh une scene, ki ste jih imela s Stevenom skupaj, to je bilo pa genialno gledati kot dva mojsterska igralca stare šole, kako preigravata drugega. Ja, to je kar preveč fajn. In kako ne, ampak tudi te njene šole, pa kako razložitam že v 3. delu, ne, reče Marjorie, prav, en mož je imel raj moške, drugi je bil krutan, pa je živali mučil, ne, prav gotovo sem prekleta in ona, ne, nisi prekleta, tvoje okoliščine so se ravno kar zelo, zelo izboljšane. Ja, to je še en tak, ona je še en tak grand. Ja, ne, se to je una, kaj reče na 4. delu, prav, misliš, da bi pstila, da se poročiš s to zverjo, a ne. Pol pa presekamo na Arjo in Hounda, ne? Že spet, čeprav kle pa tako, kle meni v bistvu Hound dosta cool izpade. Veš, kle je ena od unih variant, ki ima človek prav. Ja. Veš, kaj mislim, realno gledan, ne? Ja, no, realno gledano in tako tudi povedano. Kaj ste začel Čaleta Saleta poslušati, pa nič povedal? Ne, sem tako pravim, da pač, ne, kle tako, še zmeram on pač unga, kaj že, a fair amount of work for a fair wage, ali karkoli. Ja. Okay, in pa, kdo to verjel, da bo funkcioniral, ne? Ampak tako, po drugi strani pa ta scena, ne, ki res reče, ne, da koliko Starkov mora še krepant, ne, da boš ti dojela, da pač res ni tako, kot pač je v knjigah. Ne. To mi je fajn. No. Čeprav meni je bilo že dobro uno, ki jih je gledal, kako sta jedla. To je bilo tako super prizor. Unka zna, veš to komedijo, čisto situacijsko, ki unadva prijeta čisto stradena, unadva reveža tam, glih, da sta si prvošla unga boga zajčka mu vrat zavid, da sta lahko pogostila s to obaro, ne, te svoje goste in on pa vzame celo skledo in jo zeksa skor tam, tako kot ga je nominiral tam na Facebooku. Ej, kdo bo danes? Hočem, da zeksate 1 liter vrele zajčje obare, dajmo Sandor Klige in Stannis Baratheon, pa dajmo še en zmaj od Daenerys. Ne, samo
Klej meni še kul, ker že spet kaže tako eno random kmetijo, veš vse, ker že spet malo razšir. Meni je kul, ker te kaže obrobne, no. Ja, čim se dotakneš navadnega pleksa, no. Zato sem jaz fan 4. knjige, pa lahko si pravite, kako je, ali skozi nekaj šete, videli smo un svet, ki ga prej nismo. Tako. Moj point bil. Ok, pol imamo, kaj, Sema, ki je svojo, sploh ne bejba. Sploh ne bejmo, mislim, tip še slabš bere te signale, kot sem jih jaz bral v srednji šoli, ampak te kontrasignale. Ne, on to pač jo pele v Motown, ne? Oziroma, kako imaš ti to prevod? Krtovo. Krtovo imaš, ja. V Krtovo, ker pač vse tam je lepo razloži, ti si sama klepa 100 tipov. Ja. Res je butel, ne. Ampak ona bo vezla tam, veš, Ja, pa malo kuhala. Ker tam ful rabijo to, zavest pa to. Ja, to je ta izprečeta nekaj, pa mislim, da je bilo tudi v teh, da dejansko so to uporabljali v realnem svetu, ne pač kot prostitutka, so bile seamstresses. Šivilje, ne, imaš vse, kaj si imel ceh šivil. Sej so šivali spodne hlače. Ok, wow, to je bilo v glavnem. Tako v glavnem ta sem ima pač sam sebe friendzone, no, dajmo tako reči. Ja, to lepo pis, zelo lepo pis. Pa bomo pa Davosa pa Stanisa, ona dva sta tudi super skup je gledati. Zdaj je Liam Cunningham je nek nov, mislim, da TV film ali nekaj tasga sem videl danes, da je objavil na Twitterju, ampak se ne spomnim kaj. Klej pa končno ena iz Stanisom in Davosom, ki je zadeve malo naprej premaknila, ker v prejšnjih delih je bilo res toliko pointless vse tam. Ja, že malo se grejamo. Ja, malo so pomahali, mi tudi obstajamo, ampak zdaj pa kul, ker že malo napeljajo na Iron Bank, ne, pa na plan od Davosa, ker klej zdaj že pač karkoli več bomo rekli, se bo spoiler. Ampak pač v glavnem, meni je da besta malo to gledati, ko Širini igra, ona je meni toliko dobra. Ja, kul je. Ja. Lušna je, ampak pa tudi z unim sivoluskom, ki ga ima na obrazu. Je tako ful zvedava. Ona je igrala Matildo v Stage Productionu. To mislim, da to, kaj Tim Minchin režiral. Ok. Se vidi, da zna igrati, za te tamale, ona še dosti najbolj igra. Tako odrasla deluje, ne, mislim, tako pač. In da best, tle ta kvot od Davosa, ki parjavne, if you're a famous smuggler, you're not doing it right. Ja, da pirati lahko. Smagler pa bolj ne. Ampak ja, že tako, ok, končno prstani so se nekaj zgodili, malo bolj normalnega. Kaj pa še? Potem imamo pa, kateri član družine Lannister bo danes zmotil Oberina Martela med seksom. Ja. To je ta reality show tam zdaj, tako da trenutno v drugi epizodi. Zdaj Tivin uleti, ne? Ja, zdaj Tivin uleti. Ampak klej pa tako, pač ta setup v bistvu za sodni proces proti Tivinu, ne? Proti Tyrionu. Tyrionu, pardon, goddammit, viš, pa to se pa še nisem zmotil, za prvič zmotil. Ja, to je kar slabo. No ja, glavno, ne, ampak je tako, meni, jaz sem že zanč rekel, da še vajadva to vprašam, no, a vam je on cool? Pač Oberyn. Ful. Ja, ok, v redu, ja. Pa Elarija, ne, mislim, dajmo se ostati tle, ne. Lepa ženska je, ne? Vse se jo spomnimo iz Lutra glava zmešala, ki je njemu pa temu drugemu zmešala glavo. Lepa je, ne? V Rome je bila tudi, ne? Tako da vse, ona je posod. Ona je na Duni. Ampak ja, no, to kul mi je, da sta videla tudi. Me res so ga super, ima ta swagger, ne? On ima swag, on je res je prav novice mu ta veš, to nastopašno, on je to samozavesten, on je ta, veš, poln sebe, ne, ampak očitno z razlogom, ne, očitno tudi obvlada, ne, ni napihnen balonček vročega zraka, ampak ima substanco, ima podstat. Pa vidite ta življenjski stil njihov, ne, kaj čist drugačen. Ta mediteransko bolj, ne. Ja, to vse free, pa hedonizem, pa to. Dejansko so jih postavili, ne, pač so zelo pokazali, da je ta Dornija zelo ločena od drugih, ne, ker recimo, veš, tudi tle, da je homoseksualnost je v
Zahodno še zmeraj tako zelo velik tabu. Čeprav tako vsi pač še petajo, kaj ne počnejo določeni kralji, pa to pa vitezi. Ampak se ne ve, medtem ko oni dol nevdolni so pa tako openly bi, sexual in kaj je. Mene je cool, ker jaz vsakič karkoli se z Dornom dogaja, čakam, da bo nekdo Sword of the Morning omenil. Sir Arthur Day. Tako. Že spet ena od unih stvari, ki jih pa jaz... Pa se jih bojo, se zelo v teh, mislim, da bojo počas prevlekli, glede na to, da so Sera Duncana... Kaj je bil spoiler? A si videl to not v knjigi? A je bilo to zdaj, a je bilo v 4. delu? Kdo je not v tej knjigi? Mislim, da je že celo drugem, ki bere, pride Joffrey, in kao, da je tudi en član kraljeve garde bil Sir Duncan Tall, Sir Duncan Visoki, kar naj biti spoiler. Za tiste, ki mogoče ne vejo, to so 3 kratke zgodbe, ki jih je zdaj ful obvladam, ki jih ravno prevajam, da jih boste lahko jeseni v slovenščini brali, ki se dogajajo tam 80 let pred temi dogodki iz knjige, in v katerih je ta Sir Duncan Visoki, ki ima za oprodo Ega oziroma Egona Targaryena, mladega princa, ki je brat, to lahko povem, brat od mojstra Emona, ki je gor na zidu, tako da veste, koliko se je nazaj to dogajalo. In so super, ker spet pač vidimo, kako to je pa kmalu po tej ustaji Črnozubljev, ki so imeli med sabo družinske vojne, pravorodni pa pankrti Targaryenski so se za prestol borili, in tle so pa tudi prišli te mislim, da Second Sons, kjer združba je iz teh nastala, ki jih tudi omenja. Tle Davo sicer omenja Golden Company, da bo šel k njimi, ampak tako da v glavnem, odpeljali me zdaj nekam sem s temi omembami. Dajmo se vrniti nazaj. In ona dva Tywin, pa Oberyn tle spet fino node, da pa pripeljata ta drugega Clegana, se pravi Mount in Dead Rights, vršaca v sedlu, ki ga pa zdaj igral že 3. igralec. Potem, ki ga v prvem je bil ta Novozelandc, ki je bil res mrga, eno samo besedo je imel v vsej seriji, to je bila Sword. Pa je pa konja razsegel. Ampak mal, je bilo v drugi sezoni, ga Junka sploh sem mu dal itak ta navaden Lannisterski klep, ki je ta Iron White igral, ki je sicer tak visok, ampak ni glih, deloval. Zdaj pa bo, Hafthor Thorbjornsson, Medvedov sin, en strongman iz Islandije, in tip pa res gleda tako, ko ga pogledaš, vidiš, da tako, da tip trepalnico premakne, pa ti roko zlom. Tako, in to mislim, da bo mislim, da ga bomo v naslednjem delu zelo hitro videli, ko ima nek prizor, tako zelo počas, zdaj ga bo poklical. So ga pa omenjali, tam v drugem delu, a v prvem delu, kdaj so bili Pšanci? Pšanci so ne vem, takrat so oni rekli mu, kaj mi smo od Mountina, može, kaj pa z nami boš mal ropal, mal kradel, ubijal. Pač žurka, jolo, jolo, razen če nisi Beric Dondarrion, pa ima zraven Torosa. Kaj te vsakič nazaj pripelje. Pol imamo, Tyrion pa Podrick, Je tako bolj, bi rekel, malo sam, da zvemo, v kakšnem slabem položaju se je znašel Tyrion. Je pa fino s tem podom, vse nekaj se vidi, da Tyrion ima srce in pač noče, da bi pod nasrkal zaradi njega, ker točno ve pač, da če ne bo pričal proti njemu, se nekega jutra ne bo več zbudil. Več ali manj. Pa fajn je pač, kakle ga pač pošle stran, pa ga pa v 4. delu, Jamie da Brienne, čeprav to v knjigah... V knjigi se pa najdeta Se najdeta, Ampak je super, ker mislim, da ona da tudi kar dobro dinamiko imela, sploh za itak, ker je pod, tu spet malo starejši, kot v knjigi, ampak mislim, da boste dobro delovali, sam pa čeprav mislim, da Podrick na srečo ne bo tistih svojih čuvenih sposobnosti razkazoval Brienne. To je pa slika, ki jo niso hoteli videti. Mislim, da tle se je videl, če preskočimo na tej sceni,
Brienne pa Jamie neki bo. Neki bo. Ja. Mislim, se to v knjigah je zelo jasno, skozi, da je neki Da je, med njima. Ja, Jamie dejansko pogrunta, da ima več istega z njo, ne, da oba imata, pač ona je ta spet, kako se temu reče, to je ta lawful naiv, ali kako, ne, v tem D&D svetu. Ona je pač tak ženski Ned Stark, ki vse ima mečkam več preživetvenih sposobnosti. Ampak za odtenek. Ja, za odtenek. Pa gremo pa že na zid, ne? Skor. Najprej imamo uno vas, ne, kjer uletijo. Že spet divji, ne, Stan Barbecue, the other white meat. Upam, da nekdo jedel večerje medtem, ko je to gledal. Ja. Ker in tlede pa je, ne, in pa tam malo ga pošle in tam malo zelo gleda igrito, zelo si jo je zapolnil, kaj je gledal izpod voza. Ja. In v 4. delu izvemo, da tam malo obvlada Lok. Tako da mogoče... To si zdaj povedal, v glavnem... Ja ne, pač sam povem, kaj se govori, tako da ne vemo, mogoče se bojo njune puščice še kdaj prekrižale. No ja, sej, mogoče. Ja, no sej, pojave pa The Wall, ja. Kjer se pa začne mal že ta infight, ki je pol v bistvu v 4. delu mal bolj razložen, ne. Mislim, da jaz sem itak, če knjige bereš, veš, kaj se dogaja, ampak se mi zdi, da če jih pa ne, pa je... Mislim, ne, če knjige bereš, nič ne veš, kaj se dogaja, ker to je čisto izmišljeno za... Sem rabila do 4. dela, da sem razumela, kaj... Ja, pač tle imamo zdaj, ne, oni zvejo, ker se Gren pa Dolores Ed vrneta, ne, da so tam te, pa ki so... so... Pa reč Edo Turoba, ker to meni tako dober. Edo Turoba, to je Branko to prav, to je Brane, super, ta ime je prevedel. Ker je, že za on je tako, no, jaz sem tle, moja mama, ili nekaj, on je res tak, on je čist kaj ta, I get no respect, Rodney Dangerfield zahodnjega. V glavno oni izvejo, ne, da zdaj, da tam so ti uporniki, ki so ubili Mormonta, so tam v Krasterjevem braniku in zdaj, če bo meni snanje na letu, bo zvedel, kakšno je dejansko stanje. Čeprav tle je mogoče mečkan te lukne, da meni si bil nekdaj sam pripadnik, ne, nočne straže in mislim, da mu je tako, kot bi ti rekel, Anže, pretty much, jasno. Ja, sam je pa fora, zato ker ga 100 let ni bilo, ne, in se John to reče, ne, da jim je on rekel, da jih je ful. Ja. A veš, mislim, to meni stoji v tem, ker pač John res ne mu reče, nas je pa 17,000, ne, ne, v bistvu jih je pa 7, ne, tako da pač ja, dejansko to meni ima smisel. Ampak ne, to sem prej hotel reči, ne, čez knjige bral je bilo kle full confusing, kaj se sploh dogaja, ampak pol v 4. delu, ker se pa začne ta infighting konkretno, ne, pa vse mal več smisla. No, ja, ne, itak je pa meni to super, meni se super te stvari, ker itak veš, da bojo tako prpelali, da bo na koncu tako šlo kot v knjigi, ne, ampak te stranpoti so mi super, ker res tudi je zdaj ker ne veš, kaj bo, ker čakaš, kaj se bo zgodilo in meni je to super. V glavnem, no, in te bojo zdaj, potem imamo še zadnji prizor prvega Indiana Jones dela, ne? In če gledaš, da smo šele na 3/4 ure, a ne? Ja, Indiana, joj, ta je, tle meni sicer žal, da ni Strong Belvasa, močnega Belvasa, za tiste, ki niste brali knjig, to je tako, kakor so te ta močni Turki, ki jih je Miki Muster risal. Až z unim ta premejhnim lajpčom, ki mu niple kaže ven ene hot pence gor, ne, in sablovih ti in je mojster, ne, in ampak tukaj mislim, da Dario je, čeprav kako ga je tlede po friendzonala Daenerys, ki je rekel, kao se, si večer, jaz bi bom spopadal z njim, ne, veš, tebe potrebujem zaradi tega, ne se jest, Sir Jorah Mormont, ne, vi ste moji zvedni, vi morate tole, bodite tukaj, jaz sem Baristan Selmy, največji mož zahodnjega, ne, vas jaz bram, ne, vi ste moji, pride Dario, jaz bi, v redu, pejte, veš prav.
prav tako lej, pejt, ne. Kaj se bo zgodilo? Čakala sem, da se javaš. Ja, kaj sem sam čakal, mislim, on je bil tak, Po pa reveža še na ven stisne, a ne? Ja, ne, čeprav meni je bil tledar, jaz sem sam čakal, da tako začel skakati, kot kar osu pač rekel, kao pick me. I know. Ja, no, v glavnem in potem mojsterski, kako... Indiana Jones fora, ne? Čist, ne, s konjem, parlav pa, on pa mrtvo hladno, konju pač naredi prevezo, reče, konj ti boš zdaj gusar, vrže tisto bodalo in prej še poljub, zdaj tisti, ki niste gledali, pa ne, je to Marko Zanč pravo, tudi on ima, kje se dolazili v glav, on ima na teh svojih, na tem bodalu, meču in araku ima držalama v obliki golih žensk. Ima še tako prav, tako kušne, in potem vrže. In tako prav slišiš, kako vzatem bit tam od Lil Wayna nabija. Ali nekaj tazga. In konj se zloži, hoče nekako stati on z eno tako potezo ungaraka in konc. In potem, ja, tako kot je Mojca rekla, tudi njega pritisne na stran. Na vice. Ja. Čeprav tam je bilo bolj nekaj Strong Belvas v knjigi, se je pa pok delal. Ti se pa še bolj brutalno preklače. To je tako bolj Martinovska. Ja, to je pa Martin za TV. Tako da jim pol je bilo, nagovori. Je bolj še vržejo. Služne, gre kao, pač se jih nagovori k uporu, kar je primerno, reče, lejte 27. april kmalu, dajte se vi malo opred, naredite eno protiimperialistično fronto. Tlele, se to je bilo na 27. april, ne? Ne, ta je drug, ampak tako, je bilo tam okol, in tle je bila ta super, ko so kazali v vseh napovednikih, nismo vedeli, kaj meče, nekaj kamnite klade, se je kazalo, kot da bo res neko hudo obleganje, da jim bojo zrušili pol mesta, tle pa vržejo te sode in se razletijo, so noter te zlomljene oziroma razprte vratnice od nekdanjih sužnjev, in je super, mislim, vizualno, genialno narejeno. Ja, pa še pol takoj, na začetku 4. dela je fajn, ker se direkt nadaljuje. No. Ja. Pač veš, da ni, pač ko gre Grey Worm, kjer je prvo malo zaljubljen, pa gre pa pač ja, čak, pa moramo povedati, da imajo to jezikovno šolo, ne? Ja, to je res. Ja. British Council je posod. Ampak pač, ko grejo noter, pa kle je fajn ta podatek, ki se mi zdi, mislim, da je isti kot v knjigah, ki jim gre, moram reči, da itak je, pač, da so 3 sužnji nosazga mesterja v tem mestu. Ja. Da pa vidiš, koliko je to res neka izkrivljena družba, kjer so res sami sužnji. To ni tako, da imajo 5 sužnjev na 15 ljudi, ampak je dejansko eden, ki ima 3, ki z njim okolo hodijo. Tako da jih pač oborožijo sužnje, In imajo še ta govor, in tisti je tudi zelo realen, tisti pogovor, ki ga imajo prej, dejansko to, zdaj bolj svetla smrt je v črne zemlji krili, kot so pod svetlim soncem sužni dnovi. Nekako tako je ta citata. Čeprav, ki so prišli noter. Ne, vsi najprej so bili oni, vsi so bili oni pridejo noter, tako res, oni jih oblegajo, oni pa še ne zavarujejo unih svojih prehodov. Samo oni so tam prišli skozi kanalizacijo. Ja, pa dober, valjda, da tudi kanalizacijo zavaruješ. Kje tam smrdite na obe noč? Je dobro, pač nekako so mogli not prideti. Pač, to je uno, res tako. Mislim, realno glede na prejšnje sezone, je pač prvič mesto tako predstavljeno, da s tudi CGI-om, da rečeš, to je pa dokaj velika zadeva. Ne, ta CGI od Marina je nor. Kako so ga naredili in kako so komponirali to veliko piramido, pa tam v tem zaključnem prizoru v Marinu v 4. delu je. Se vidi, da imajo malo več keša, pravice, da so jim dali budžet in da lahko to malo pokurijo in se mi zdi, da so že spet dosti pametno pokurili. Ja, se lahko zdaj le Marin, ker že 2 dela nismo z Majčko videli. Ker so v škatli varuha budžeta. Ja, je pa tudi res, veš, da ne vem, karkoli v Seven Kingdoms teži, v bistvu, mislim, lažje skriješ, to grandioznost, v bistvu, a veš. Kaj imaš te interiorje, pa vse, tle pa moč pokazati.
Klej pa res more pokazati, pa vse pa še te piramide so, pa vse to, ne, a veš, tako da kvačeš, ne, drugega. Je pa kul, no, ampak klej pol še ta, ki imamo tudi v zapiskih, no, ki se mi zdi dosti, ki Selmi reče Daenerys, ne, da mogoče je kdaj fajn, daj ti to, ki bo javno samo angleščini govoril. Ja, ne, da se pač v glavnem oni tam še ta nekaj oni pokažejo, kako v tistih klaustrofobičnih ulicah napadajo, čeprav tle me malče na to, da so šli napisati v skupnem jeziku Kill the Masters, ne, da niso v njih. To je mečkant kobla, no. Ne, te je zmotilo, ker je bila angleščina in ne... Ja, in ne tam... Mora bi une neke glife njihove napisati sami in bi čisi in bi on rekel, kaj, veš, a Kill the Masters piše, in pol bi plali. Tle mislim, no, da bi, to mečkan mi to ven vrgal, ampak to je tak zelo minimalen čaroček, ki me je glodal. No, v glavnem, ja, in potem se Daenerys odloči, ne, da bo teh tistih 163 otrok, ki so jih oni nabili na te kole, ob poti v Merin na vsako miljo, kar mi je bilo tam zelo čuden v drugem delu, ki ji pove, ne, Jorah moramo, za vsake, do tam so, veš, oni so glih tam na poti in že ve, da jih je točno, da so na vsakem, tist mi je bilo majhen tako. Ne, se so verjetno koga naprej poslala. Okay, izvidnica, poštjani, izvidnica. Moj bog. V redu, ne vam bo. Oni so vojska, valjda pošljajo enega naprej. Hvala, to se strinjam, izvidnico imajo. To zdaj vi tlele s FDV, ko vladate te politološke pa obramboslovne znanosti, zdaj se norce z meni delate, ker sem bil sam 3 dni na FDV je upisan. S tem se rad pohvalaš. Ano, da. Ja, sem si 100 leto enega človeka potem rešil krute usode biti novinar. Enega prekernega delavca sem rešil. A samo enega, v glavnem. Ja, v glavnem, Selmi potem reče, kaj hoče ona, pa oni so zdaj vaši podložniki, mogoče se splača kdaj na krivico odgovoriti z usmiljenjem in ona ga tako pogleda, prav, jaz bom na krivico odgovorila z pravico. In pokaže, da ima pravosodje in ne krivosodje. Lepa. Kje se ful vidi ta karizma, ki je Daenerys razvila skozi sezone, ne? Mislim, da je Emilia ful dober to zaigra. Če se spomnimo une punčke, ki je prišla tam, ki je brat razkazoval, ki je prodajal tam, ne? Zdaj je pa to kraljica, ne, mislim. In obvlada te jezike, da je ful prepričljivo zveni, kaj govori, je res obvlada, ne, a veš, pa ne veš, ona bi lahko tam brala deklaracijo, veš, z argete dol, ampak s tem tonom prepriča. V bistvu ima nekaj, kar noben od teh kraljev v zahodnem nima, ne, mislim. Ona ima karizmo ljudi, ki jim lahko zaupa, ima vojsko, ki ji sledi, ki je zvesta, ker tam vemo, kakšne so vojske, en pomaha z enim zlatnikom, pa letijo v drugo smer, ne, mislim. Ona ima pa vse, kar mora imeti, ne. Gravitas pa ima. Še zmaje ima. Ja. Že tako ima vse, pa ima pa še zmaje. Čist. Že tako ima vse, pa ima pa še zmaje. Ja. Tako una branding kampanja oglasna za Mercedesa, veš, ki je bilo tako, ta je imel vse, skoraj vse, imel Mercedesa, pa je bilo tako Tito je imel vse je imel, ali nekaj nazga je bil Tito Mercedesu na fotki. Ne, ona je bolj Volkswagen reklama, Das Auto, kraljica. Okay. Kje smo? Ja, potem pa gremo k Bronu in Jamieju. Jamie proba zdaj iz tega Wartburga spet nazaj postati vsaj Dačija. Ja, saj to, ja. In tlej super, tlej se vidi, kako že nekako vlada papamu, Bronkamu sname roko in ka ga bič slepa z lastno dlanjo. In zato je pa tako, veš, to je polno auto bit slep. Tle se zdaj vsi oni, ki so te Black Exploitation filme snemali z unimi izvodniki
ki si pudrajo dlani, ne vem kaj vse, veš se zdaj sikir, zakaj se mi tega nismo prvi spomnili. Veš kako Tyler Perry meni se zdi samomor vsak dan naredi dvakrat zaradi tega, ker ne more on biti oblečen v žensko, ko ga nekdo klofuta z njegovo lastno roko. Kdo dva je gledal tega Tyler Perryja kdaj? Ne, to je... Izogibam se zavestno. Sploh ga ne omenjam. Sploh ne. Ja, pa kleš fajn, pač Bron napele Jamija, da gre končno do Tyriona. Ne? Ja, in ko mu pove, kako je najprej njega izbral. Ne? Čeprav tlej on, ko reče, ja, da on je izbral tebe, ker je vedel, da boš dan in noč jezdil, da boš prišel do njega. Ne? Tyrion si ga izbral, zato ker je vedel, 2 let bo miril, ne predem pride. Ja. Zelo ga je zmanipuliral tle, ne? Ful ga je... Ja, ampak je pač sili, da gre in pa ima sta res eno tako lepo sceno, ne, kjer sta res, kaj je to, kar sem prej rekel, ker se vidi, da sta brata, no, Jamie pa Tyrion, ne, ko gre Jamie do Tyriona. Tako, taka lepa scena, no, ne znam drugače reči v bistvu. Edina škoda je, pač v knjigi on mečuje, ne, Serom Ilinem Paynem, zato ker nem, ker ne more izdati njegovih skrivnosti, in tle je pravzaprav škoda, da je ta igralec, neka Ilina Payna, kaj je ta kitarista, teh Dr. Feelgood je nekega raka, ima zelo hudega, ne, in ne more igrati, kar je potem verjetno privedlo do tega, da so se odločili za Brona, da ga tle not opele, ampak deluje, ker sta super no, pa skupaj. tudi, kaj bi pa Bron delo drugače, mislim, kakšno vlogo bi mu sicer dal, ne, ker v knjigi ga pač ni, ne. Bron more biti, ker je fan favorite, ne. Ja, njega so ljudje kar poslušali. No, on je sploh dober, ne, ker ta igralci, oni bo en tisti, ki so rekli, kaj bo ta delal, ne, Jeremy Flynn, ki do takrat najbolj znam bil potem, ki je imel komik, pa je imel neke popevke je pel še z enim, ne, in so rekli, kaj bo ta delal, veš, to je tako, ne veš, kot bi dal, veš, Anžeja Dežana igrati Martina Karpana, ne, isto, no, to je kaj, ampak ne, tlej Jeremy Flynn je pa pokazal, da je res hud, no, v glavnem. Ja, no, in potem Jamie pride končno do Tyriona, ne, kjer izvemo, da se obeta, pač da bojo v nadaljevanju, bojo imeli spin-off, v katerem bosta Belushi pa Eckhart igrala, ne, The Kingslayer Brothers. The Kingslayer, okay, še zdaj sem zmedel, ok, fair enough. Ja, prav predstavljaj si v črnih klobukih. Ja, The Kingslayer Brothers, pa s celim orkestrom. Ja. Ampak ja. Tle pokaže, no, ja, ne, ona dva ima tudi veliko bolj iskren odnos, ne. Ja, tudi proper brata. Pa dejansko tudi bolj zdrav odnos ima tako, kot Jamie in Cersei, mislim, da ste ga kadarkoli imeli, ker tam je bila neka ta slepa obsesija. Ja, le, če ima ta otroke skupaj, pa njun odnos ne more biti normalen, pa zdrav, okay. Ne. Ja. Razen, če si po targarjenskih načelih. Tako je heca, ne, v bistvu to, da nekako je ratal že, ne vem, nekako nekako smo kar sprejeli to, da sta one dva brat pa sestra, pa mislim, pozabili smo, da sta brat pa sestra, ampak da imata otroke skupaj. Veš, ni več tistega... efekta, ja. Mislim, tako nekako smo kar pozabili na to. To je tudi ta fora, ne, da Jamie kao je zdaj pa ful dober in ne vem kaj. Ja, ni, ne, mislim. On ima še veliko grehov. To je, kar smo imeli, ki je bil Martin, tle, ta njegov asistent, ne, ta je skozi to, da pač, kaj si neki Jamie je bed, pa to, pa pa tret, pa. In to, kar smo glih Taja omenili, zdaj bojo ta The Expanse series, ko on pa še en pišeta pod James E. Corey, mislim, da pseudonimom, ta Leviathan Wakes, tak space opera, ampak zelo dobra, so ga tudi, mislim, da bojo delali nadaljevanko, no, tako za intermezzo, ampak kaj več o tem čez leto ali 2, ko se bo kaj več vedelo. Ok, Littlefinger pa Sanso, pa Oleno, pa Marjorie smo pa kar že obdelali odprej, čeprav tle ne moramo imeti tega, smo prej pač nismo povedali ta od Littlefingerja, od Mizinčka ta citat, nekaj prav, a man with no motive is a man no one suspects, ne. To je to, chaos is a ladder, ne. Zabili smo neki pri Jamieju pa Tyrionu, ko Jamie vpraša, če je Sansa ga ubila, ne. Ja. In pol on pravi, da ona ni morilka, ne. Kako že reče? She's not a killer. But not yet. Ja, but not yet. Not yet. Kitajska. Tako ful dober, pa tako ful
preroško. No. Ja, da se vidi, da je Tyrion tudi prepoznal, ne, da postaja tudi Sansa počasi igralka. Na dark side. Na koncu jaz mislim, da na koncu vidite, ko si Starki bojo bad guy čist. Ja, mislim, kar jih pele. Čeprav zdaj, ne bomo zdaj razkrili, kaj se v knjigi, ampak res, ko mislim, da ne zboči se obrno na koncu. Ne. Ja, krvovolki tudi niso prijazne živali. Ja. Ja, to je bila pa paralela. Ja. Na koncu bo tako, to je bila vse basa. Tako Ezop se bo pojavil, pa La Fontaine in boste odrepala nauk. Ampak tle pa še, pa zvemo, da greste v Orlovo gnezdo, Airi. In tega se že vsi veselimo, a ne? Ja. Da spet vidimo Airi. In spet vidimo Liso in njenega sina, ki ga vzgaja po modernih metodah neodstavljanja od prsi. Ja, veš, kakšne metode. Kaj iz kakšnih dokumentarcev. Ne, se ne bom. Pustimo to. Ja, v glavnem vtovčejo jo po kolenih. Ok, zdaj pa smo nazaj na zidu, ne, da se umaknemo od točenja po kolenih. Ja. In se točejo po hrbtu. Se fantki mali igrajo. Ja, ampak kako je tle lok noter, kako to v knjigah funkcionira? Niga, ne, tega niga, ne, tle je lok, ampak tle je prišel zdaj zakaj, ker tlele, ne, imamo zdaj to, ne, drugačno zgodbo. Tukaj vejo, ne, je Ramsay Snake, ne, mu je Tion povedal, da sta Bran pa Rickon preživela. In on pošle zdaj Loka gor, da bo poskrbel, ker pač mislijo, verjetno je šel k svojemu polbratu, k Johnu, gor, da bi jih Fenta ali jih prepelo, da bi prek njih lahko pa Ramsay, Boltoni vladali, ne. Tle zdaj vprašanje, ampak pač, če hoče Boltoni obdržati oblast nad severom, noben Stark ne sme biti več živ. Tukaj je ta zdaj in zdaj pač pošljajo Loka in pak meni je super, ker ta igralec je hud. Ja, ta je res je prav tako unsettling je, prav ja. Te tu z nelagodjem te navdaja, ki ga gledaš, tako je uno prijazno, ampak vidiš, da je pod površjem je pa skozi neki, kaj je nuno, veš, Rilke je v panter, črni v kletki, ki čaka, kdaj, sicer, jaz se sprehajam v krogu, malo sem sveto, Ja, ne, pa dejansko je fajn pol tudi naprej navezan, ne, ko se odločijo, da pač v bistvu kdo, kaj Slint to reče. Ja, Slint reče, ali se ti mogoče ga pa poslal, če se veš, da ti ne bo konkurenca. Ja, pa klej že fajn nakaže, da bo dejansko glasovanje, pa to, ne. Ja, ta je še spet ta mal mehanizma od Nightwatcha. Ja, ker končno zvemo, kako dobijo, ne, oni te svoje gospode poveljnike. Kar je bilo meni še v knjigah ful zanimivo, no, cel ta mehanizem njihov, ne, ker na začetku sam zveš, da imajo te to zavezo, ne, da ne bojo imeli žensk, pa da bojo sam branili, ampak tam je cela neka struktura, ne, ki se pol pokaže, kako točno nastaja. No. To je bilo meni še v knjigah zanimivo, mi je kul, da je kle zdaj, da smo do tega prišli, no. Ja, in pol v bistvu John prosi za volunteers, ki se reče prostovoljci. Tudi so ga manipulirala, ne. Eno sej, ne, sam pač dejansko vzame par ljudi in oni bojo zdaj šli do Krasterja in pobili te, ki so Mormonta, ne, Fental. In pol tudi v bistvu ampak on se takrat odločil, da bi šel nekaj pogrunta, da bi Bran lahko šel tja, ampak tle me pa žal, ne, pač, ker v knjigah je Sam ne pove, ne. John ne ve, da je Bran živ, ne. John, ker je sam se zaprisegel Branu, da ne bo povedal, in tukaj me zelo žal, zakaj nismo tega videli na kameri. Zakaj niso pokazali trenutka, ko Jon Snow izve, da je njegov brat še živ. To se zdi, da bi bil lahko en tak kratek, mnogo bi minuto, dve max prizor, ki bi ga imela Sam in bi bil zelo močno, da bi čustil in bi zelo tudi dal mu Kitu Haringtonu šanso, da malo bude igra, da nisem ta emo mulj, čeprav se zdaj ni več to, zdaj kaže, da bo malo bolj odločen, ne, da ni. Ja, ok, to pa, ja. To mi je žal, to je pa le, če so šli spreminjati, zakaj niso tega notrali, ker mislim, da bi bilo super. Vsi bi jokali. Vsi bi jokali, ampak tako, tle bi jokali, ker bi bili tako, ne, srečno, veš, saj tako, en kanček svetlobe bi dobili skozi to temo, a veš.
To bi bilo in pa bi rast v letu in bi rekel, ampak sej teme je manj kot na začetku in pa bi se objemal. Kašen dobra navezava na True Detective, pa to je noro. Tako da, ja, no, v glavnem mi pove in gre in tle imamo pol to Dead Poet Society sceno, kjer pač začnejo ostajati, ne, Captain, my Captain in potem, in potem vzame Jon Snow knjigo s pravili Nočne straže in iztrga 3 strani ven in reče, to je preveč matematično, tega se ne bomo držali, poezije ne moreš analizirati po premicah in po krivuljah, moraš je čutiti s srcem in potem grejo čez. Samo, ne vem, en od njih, mogoče glih Laku ne pstijo, ker njegov oče hoče, da bi bil doktor na mesec. A boš cel sinopsis Dead Poet Society povedal? Spoiler, kaj pa če kdo ni gledal tega filma? Stari, če pa nisi gledal Društvo mrtvih pesnikov leta 2014, si pa zaslužiš, da tega mi smo spada. zdaj stari, že oni tam mladi, ki so 20 let stari, ki to gledajo. Zadnjič sem videla po televiziji, ki je bila ta noč branja. Ja? In so otroke v osnovni šoli sprašvali, kaj berejo, in je en mulc tam v osnovni šoli rekel, da bere Game of Thrones. Ja. Tako, en tam avtom. Se pravi, mogoče pa tudi bo gledal, ne vem, Društvo mrtvih pesnikov ali pa kaj, ne. Pa posluša glave, zdaj bo pa spoiler vse, a veš. Ja. Jaz upam, da če posluša glave, pa je osnovnošolski otrok, da njegovi starši poslušajo z njim in mu razlagajo vse te čudne besede, ki jih uporabljamo. To je res. Vse imajo Google. Ja. The parental discretion advised. Ja. Ja, ti osnovnošolec, posilstvo in joške, ki se dotikajo kolega. Ja, jaz bi se kar zamislila, če bi moj frac to bral takrat. Se odvisen je, veš, zdaj spet koliko ima bralne kilometrine. Jaz mislim, da dejansko 14-15 letnik, ki ima dosti knjig za sabo, komod že bere, ja. No. Ja, okay. Veš, ne bi jo pa glih 10-letniku dal. Pa ja, kaj ne boš tega Harryja. Ja, on je Harryja zgledal zelo mlad, no. Tako da ne vem, koliko je bil star. To so ti nerdije, veš, ki so vsi taki bledolični. Wow. Pravkar smo izgubili 75% poslušalstva. To je zelo noro. V glavnem, da sem že na 4krat mogel, v glavnem. Dobro, da smo glave, zato smo glave, ker skozi govoriš v glavnem. Ja. Cersei pa Jaime imata tiste, ki smo že prej omenili odnos, kjer ga Cersei, če bi fental, če pripravljen ne prelomiti to obljubo, ki jo je dal gospe Stark, ne pravi tako se, ona je mrtva, ne, a boš ubil Sanso, bom, ne, ampak potem reče Brienne, ne, pejdi jo iskat. In tle je pol tudi ta z mečom, ne, in Oathkeeper in vse. Zelo lepa scena. Zelo lepa scena. Ja, lahko sam še povem, tle Cersei že postaja vinska kraljica. Ja, tle vidiš, tle je že metliška črnina v igri. Že ta glavna. Tle že vidiš, kako bo še ne 3 vrče spije, pa bo začela Mambo King se prepevati. Ne, ja. To je bil random stavk, ampak ok. V glavnem, tle pa, ker sta Jaime pa Brienne, ki gledate, ne, tisto, ki prav Jaime, ne, ki se poslala, ki gleda tisto knjigo, pravne to za življenji članov Kraljeve garde, pravne, da je dolžnost gospoda poveljnika, da napolni te strani in na moji strani je še nekaj prostora, ne, kar kaže, da ima željo se mehan izboljša, da ne bo not pisalo sam to, da je noremu kralju Aerisu drugemu zarinil meč med lopatici v najbolj brezupnem poskusu akupunkture v zahodnjem. Ja, pa tudi zelo je tako samo kritično v bistvu napisal, ne? Čeprav ti mislim, da je že nekdo drug pred njim napisal, da tiste je že prejšnji. Pa nek prejšnjič, ko je Joffrey bral, mislim, da ni bilo še noter. A tega, pa mislim, da je bilo. Da tega on ni sam. Mislim, da ni bilo, ker to je že 15 let nazaj. 15 let nazaj, to je že bilo napisano. Pa mislim, da ni bilo. Dajte vi, da to preverite. Bomo, ne, pa se še poslovil od Brienne, to smo tudi že omenili. Vmes pa imamo, ne, Marjorie pa Tomna, ne, ko se prikrade mimo tistega stražarja, ne, pred njegovo, ne, tako da se človek že vpraša, kaj je storila pred vrati, da je prišla noter. Wow, okay. In potem se kaže, ne, Tomena v tej sobi, ki še zmeraj
Deklica zvezda. In se vidi v sobi v Joffrija, še zmeraj je una glava od merjasca s puščico na steni tako in pride do njega, ne, bomo imela mi dva eno skrivnost, ne, in Je klej, ki se puljo za tome. Ja. To je Pa tle se tudi vidi, kako je to malo, pač ni pripravljen za to, ne? Ni mu udobno, ni mu, a veš, ne počuti se dobro, no? Tam je tudi mogoče malo te metafore. ja, ni, on je še čisto otrok. On ne paše tja v tisto sobo, v tisto poslo, ne? Ja. In Ja. ima uno mucko, ne, tega Ja. Sera Krempelca so not Zelo upeljali. lepo piše, kaj je hotel Joffrey z njim narediti. Jo, ja, to je ta. Tako da si lahko predstavljaš. Kako je Joffrey hodil na gimnazijo Kranj? To je pa joke, ki ja, gimnazija. Držič reprezent. Kje si Fireball, ali kaj je že bil en. V glavnem, tlej pa prav Brian Cogman, ne, ki je pisal ta del, je rekel, kako je. Oni so probali, pač, mislim, da so prišli snema, da bo tam en majčken mucek, ki so ga, ne samo pa res največjo sumo mačko vseh časov. Da se ful ni hotla obnašati in da je Natalie Dormer ful imela probleme z nokani, ampak čeprav ona je pol tako mesijo prav tako resen, kot tako mesijo malo poboža. Tako, kar malo namigovanja. Ampak v glavnem je pa mislim, da so tudi potrdili, da pol ne igra več ta maček. No, ampak se je pa vsaj pojavil, ker to je. Mačka ni več, jaz ne bom več gledala, brez veze. Pa še sam en je bil, ne trije. Ne? Kje je bil Buc, pa una še ena, tri mačke. Mislim, to uničil sem knjigo, uničil sem. Vse, konc je, dej, zaključimo, adijo se, drug teden delamo, da se bomo pogovarjali o nedeljskem pozdravu. O nedeljskem pozdravu po raketi. Ima eno mačko mu daj. No, sem to pa bilo. Meso uničil. Jaz pa predlagam, da kdaj se glave podajo tudi v kakšne take vode in izven povabimo comfort zona, ne? Tudi pogledate raketo, pa jo malo razčlenite. Pa povabimo Dragana Buliča, ki je glih povedal v intervjuju, da on gleda te narodno zabavne vdaje. Naprimer. Ok, Dragana Buliča smo dosegli. Veliko o stanju duha naroda zvedeli, pa še o čem. A še enkrat rečem, ne names mene reče v glavnem. V glavnem kje smo zdaj? Ja, polje, pač Johna pa Sema smo obdelali, pa pridemo lepo, da si napisal do Craster Skipna, ki je res taka Apokalips Now, ja. Apokalips Now, ja. Drugače se tega ne da, pa že tak pač pije iz Lobanje od Mormonta, to je creepy as hell. Ne? To je, kaj že, Born Gorman, kaj že ta. On je ful neki, on je ful tak fans favorite. Jaz ga se res ne spomnim, on je igral v Torchwoodu, mislim, da pa ne vem, kaj še. On se posod malo pojavlja. Ja, ampak je tak tu, ampak tle je res, Colonel Kurtz. Ja, čist. Ja, creepy up to 11, se temu reče. Tukaj mislim, da bi bil lahko na enem vodilnem položaju v Sloveniji. Ok, se zdaj bom pa nehala. In ta monolog njegov, kaj tle tudi Cogman rekel, da so gruntili, da sta ga pol dost prepisala Benioff pa Weiss, pa da sta ona dva ta monolog postavila, da ni uno čist, ne nora, ampak pač da izhaja iz tega njegovega položaja, kako on je bil tam v bovšem potnu, v kraljem pristanku, res uno, kot bi on toliko rekel, v rikšah nerojeno najnižji kasti. In kako je bil okruten in vse in vice, ampak on je ta bully, ki res uživa v trpinčenju, mislim, what's the order, Lord Commander, fuck them to death in čisto mislim, tam je spet to je taka scena, ko je tako mučno gledati, ker je res čista, razkrojen. In tle pravzaprav vidiš, kako dejansko hvala mojca. Kako je, to je bilo čisto iskreno mišljeno, brez kavča. Ko se opravičuje, kavč. V glavnem, imamo vele kavč. V glavnem, kako se vidi, da ob vseh teh pošastih, ki grozijo, kar potem tudi vidimo, kako je dejansko najhujša počast človek. Kako je pravzaprav tisti, ki padejo vse te
moralni zadržki, če so jih te sploh imeli, kako. Ja, kaj se pa zgodi? Kaj se konce, ta gospodar muh, neki. Pa tle se vidi tudi to, ne, ta svet, v bistvu čisto vse en, kje si, ne, ali si nek na podeželju med enimi ljudmi, ali si v mestu, ali si en highborn, vsi so pač podan, mislim, vsi so totalno razčlovečeni, ali kaj, mislim, ni... Ni razlik. Ne? Ja, ni razlik. Pač posod se najdejo. Mislim, posod so te delikventi. Mislim, ne vem, da to je družba, v kateri se ti povzpneš z močjo sile, z uporabo sile, z uporabo nasilja. Pa v bistvu sam z tem pač močnejši preživi. Mislim, drugega pravila ni. Pač in pa v naslednjem boju močnejši pade in pride drug močnejši in to, če se vse, ni druge, ne vem, česa. Ja. Ni demokracije. Ja. Kakva demokracija, da nekaj. Še maske demokracije ni. Šibki niso zaščiteni. Demokracija je itak najslabša oblika vladavine, tako da so že eni stari gospodje v Grčiji govorili o tem neki. Stari gospodje v Grčiji. In potem pride stara gospa in reče, tale je pa zadnje krasterjevo seme. In prenese tistega dojenčka in začnejo one žebrati darilo za bogove. Darilo za bogove. No, okay, in ratajo še bolj kripi, kot je bil Gorman prej. Kot ta Karl Tanner, kar naenkrat. Ok, ne. Zakaj? No, ampak le treba zdaj tako povedati. Bran, Hodor in company, ne, slišijo potem tega dojenčka, ki ga položijo. Ki ga rast ga. In ta rast je mogoče na poti, da doživi tudi neko malo spreobrnenje. Se mi zdi, da ga pelajo v to smer, da ga bojo naredili, da je pač bolj bil. Ja, ni lih tam, kjer bi rad bil, meni se zdi. Čeprav tle pa vidimo, tle so zdaj duha pokažejo, ghosta, ne, kao, aha. Ne. Okay, zakaj ga imajo živega, verjetno upajo, da če bo Jon Snow naletel na ne, da ga je mogoče uporabljati kot talca. Ali kaj ne, ampak so zdaj se fino izognili. Izživljajo se nad njim, ne, mislim, se vidiš, kam mu tam zlivajo vodo in pa tam divja noter. Izživljajo se. Tako kot nad unimi ženskami tam, ki bi jih tudi lahko pobil, pa se izživljajo nad njimi. Da je, no v glavnem in potem Bran pa družba slišijo dojenčka. Bran, ne, s to svojo novo kameleoni frizuro. To je bila kulturna referenca za ljudi od 50 do 70. Tako, ja. Za tiste 95 naših poslušalcev, ki spadajo v to demografsko skupino. V glavnem se on skoči not v kožo svojega volka poletja, ne, in laufa ke, na kar se mu udrejo tla pod nogami, in buf pade ven, ko pade v past volk, on pade ven in ga grejo iskat. In tle se skozi vidi, da Jojen Reed je že vse tak bled, ne, je komi še hod, ampak ne vem, pridejo pol tja in gledajo, vidijo, šit tole ni glih dober, pejmo raj stran, ne. In jih že tako jih dobijo, ne, in potem Hodorja, kako ga tam preklenajo za vrat. In vse, in potem Moon spet v olej, vi ste tlele velikaši, ne, eden bi bil še dober, ne, za talce, 3 so pa 3 lačna usta, in potem mu Bran izda, kdo je, ne, in si misel, ne, to bomo pa lahko uporabili. Jojen pa tudi vprašajem, vrže ga Bože, tako da vprašajem, mogoče bomo videli kakšno njegovo vizijo, da bo povedal, kaj je videl, kaj tazga, ne, ker pa navad ga med temi napadi samo pojavljajo stvari. In tukaj je bilo... To v seriji še ni tako ful... Prejšnji sezoni je enkrat je imel neke vizije, ampak itak tle jih zelo na minimum vse te neke vizije pa prerogbe. Ker tam je to pomembno, ne? To jih v bistvu... Vod tudi naprej. Čeprav tam imaš tudi tega, ta Cold Hands guy, ki bomo videli, bo se pojavil kdaj v seriji. Pravi sicer nekaj, letos ga ne bo, ampak mogoče nas bo presenetil. Ne bomo nič pravili, kdo je Cold Hands guy, za tiste, če bo prišel, da bo presenečen, ampak tle je bilo meni, ta del mi je bil res dober, zato so spremenili stvari iz knjige, so jih
povezali, predvsem zato, ker so Brenu morali neki, da ni ono samo, zdaj bomo pa mi tle malo hodili, tako kot ste prejšnjič rekli, bomo imeli. Bi bila njegova zgodba, gospodar prstanov v Zahodnjem. Ja. In hod. Fantasy road movie. Ja. Kar je dosti bedno, glede na to, da hodijo peš. Ja. Šajtrgo. No, ne, vse on ima šajtrgo, ja, v bistvu. To je sanke. The flyest wheels north of the wall. Pol pridemo pa. No, ampak ne, to sem hotel reči. In tle je bilo že meni to, da bes, ker res nisem vedel, kaj bo. Ker sem rekel, kakšne teze so sposobni zdaj karkoli narediti. Potem so karkoli naredili in sem gledal in potem so fakari šli nam spoilati verjetno 6. ali 7. knjigo Mal. Mislim. Ja, zdaj nisem. A veš, to ni nujno. Ni nujno, ne, ampak oni se pogovarjajo z... Ti trije se pogovarjajo z Martinom, oni vejo, kam pele in so nam... Kam pele, ja. Tukaj treba povedati, da v knjigah, na nikakršen koli način nobeden White Walker dojenčka nikamor ne nese in ga nikamor ne položi in pride en drug White Walker in se ga dotakne in dojenček dobi modre oči. Ja. Pač tega ni v knjigah. Tam je pač to omenjeno, da nosijo fantke tja, mrzlim bogovom. Ampak kaj se pa zgodi, pa ne vemo. Ampak meni je bilo pa super, ker nam je spet dal vedeti. Mi smo vsi, po moje, vsaj jaz sem mislila, da se hranijo z njimi, mislim... Ja, jaz tudi mislim, da jih je. Žrtvena daritev. Večina ljudi, po moje, to operacijo v glavi naredila. Jaz sem tako zasledil eno ful dobro teorijo, zdaj mislim, da je na Winter is Coming, da je nekdo napisal, da je možno, da te White Walkerji, da delajo neke hibride, ki bodo odporni na Dragon Glass. Ne vem, teorija, ampak fora je pač... Sam to je spet tako... Ja, to je tako, ampak da jih maja, veš, da te nove in tle je bilo res tako... Spet je bilo, veš, vse, kljub temu, da je to ta fantazijska serija, je vse zelo, zelo realistično. Tukaj pa pridemo spet v ta polje, ki je pa res čista fantazija. Mene zanima zdaj, če se bojo fani še zmeram, če se bo to še naprej odvijali, kako se bojo gledalci odzvali. Ker pač, zmaji so, te so pa zdaj res tako, ne vem. Ampak dobili smo potrdilo, posebej, da so oni neka ta inteligentna rasa, da oni so, čeprav se to se ve, da niso bili sam zombi. Inteligentna jih ne vem, če so pa močni, so pripravljeni na zimo, na zimo so pripravljeni. Ja. Ja, no, zima prihaja. Ja, se so. Če kdo so oni, to je res pač. Mislim, oni so zima. Te teksa ne rabijo. Oni so zima. Je pa še ena zanimivost, pa pri temu, ki se ga dotakne. Ste videli te, sicer so rekli, da zgleda tako malo kot Darth Maul, ja. Ampak te izrastke res gledajo kot krona. Malo, pa še tako je, on je mogel ekstra pridati, a veš, te bo en drug, unka ga je prinesel. Ja, in pa imajo tam ta upravni odbor teh belih hodcev, ki jih je bilo 13, in potem on kot predsednik korporacije, LED DOO, pride tja, oziroma to je bil LED DD, meni se zdi, in potem pride tja in se ga dotakne in ga gleda in tle je bila ena variantica, ki so imeli na HBO-vu v Viewers Guide-u, ampak so tako popravili, zelo hitro so ga imenovali kot Night's Kinga, nočnega kralja. No, sej, v črno je oblečen, ker vemo, kaj tam pomeni, da je lahko, zdaj, ne vem, dajte, tako bom rekel, če ful nočete biti spoilani, zdaj to, ampak to je itak neka legenda, ki se pač pojavi, nekaj prevrtite recimo za 2 minuti naprej, no? Ampak v glavnem ta nočni kralj je po legendi to je bil nek iz družine Starkov, ki se je spečal z eno od teh The Others, z neko belo hodko, in to so še te neke na zidu noter že dodatno zoroki, mislim, da so neki, ki so notu zidani eni te, ne vem, to sam sem, da smo točno te prerogbe, ampak ja, to je nek lik iz preteklosti, izprek 1000 let ali še več in ki je bil nekoč gospod poveljnik nočne straže in se potem ga odpeljalo. Čeprav potem so zelo hitro
pravili to samo v White Walkerja. In je pa mogoče to tudi lahko povem, pač, ker kot pomočnik prevajalca vidim jaz to, kar dobijo prevajalci, te scenarije, tam je tudi omenjen kot White Walker not, no, tako. Da tam ni bil tega Night Kinga nota. Pa je samo en fan, ki na HBO. Ja, ali pa mogoče, nikoli ne veš, ali pa da so tam tako pstili, tle so se odločili, mogoče, pustimo se presenetiti, v glavnem meni je bilo tako, in tle zdaj boste pa dobili pol tudi v noter, od spod v zapiskih bo link še do teh, ki so prav delali The Ice Henge, ta ledeni obor, ne, te stebre, ki imaš prav to Glacial Art Ice Sculptors, ki so specializirani za skulpturo. To je dejansko bil led? To je dejansko bil led, ta notranji, krog. Okay. In tukaj imaš tudi sliko, kako imaš še Matt and Matt look on as Michelle McLaren directs The King of White Walkers. In tukaj se ga tudi je slika, kjer se ga dobro vidi, kakšen zgleda, ne, ker ga tako deleč kaže v kostumu in je se vidi, da je ta krona. Ne. Ja, pa je v črno. Ne. Pa je črno, pa je, ne. Črno je, ne. Pa ima v bistvu razcafrano obliko, ko bi lahko bila nočna straža. Ja, bomo videli, ne, bomo videli. Je pa ful dobro, ker se je začel neke stvari so se začele povezovati, ne, ker se mogoče v knjigi dobro, jaz moram priznati, da 5. še nisem prebrala iz različnih razlogov in zdaj Boštjana skozi sprašujem, pa kaj je pa kaj se zgodi, pa kaj in jaz si nočem povedati. In on meni kar nekaj govori, tako da me zdaj čist zdaj bom mogla prebrati. I'm playing Jedi mind tricks. These aren't the White Walkers you're looking for. Ampak tako, mislim, White Walker shoot first. Ampak začelo se je nekaj povezovati, neke stvari so se začele tako kar mal pospešeno odvijati. Se mi zdi, da ta sezona ful lepš teče, ka so prejšnje. Ker so bile še tako mal pač predstavitvene ali kaj, ne veš, kaj se pozna. Vse prejšnje 3 sezone so bile take, da so se gradile do 9. dela, kjer je bil boom, ne, kjer je net zgubil glavo, kjer je bila bitka pri črni vodi, kjer je bila rdeča svadba. Letos imaš pa poln teh malih klimaksov, ne, nimaš enega loka, ki bi šel čez celo sezono, ampak imaš več teh malih lokov, ki imajo različno vrhunce. Se zdi, da to super deluje in tudi, da so letos, da so zdaj končno zelo ta ritem tudi ujeli, da ne silijo preveč likov noter v en del. Ja, sej ta ni ta velik ark, ne. Ja. Pa je pa tudi res, da se kle res toliko zgodi, da je čisto logično, da je ta sezona tako narejena. To smo se že zadnjič pogovarjali, pač ker je ful enih tajh prelomnic, no, bi človek rekel. In je pač, drugačna struktura sezone in kar se mene tiče, je samo boljš. Ampak vsem boš moral čakati še 1 leto do svojih ladij, če bojo. Še malo vam neho gledati, sem tam rekel. Še malo. Sploh jih ne omenjajo več, to je katastrofa. Se bojo. Pa zdaj v bistvu tudi ne vemo, kam bo šlo, ne. Tudi naslednji deli, pa to lahko se zgodi, mislim... Tudi kaj, kar se, mislim, tudi tako kot zdaj, ko se je ful dogajalo, kar se v knjigi ni. Ja, čeprav jaz mislim, da polka bomo do konca sezone, da bo nekako prišlo nazaj na te točke, približen, kakor je bilo v knjigi. Sem da klebo kakšna stvar. Ja, kaj drugega, ampak ne, jaz uživam, veš, te polke je že, oh, now this is only just a fan fiction of the books and nothing more. Ampak meni je... Jaz se ne more biti isto. Meni je zanimivo, da mi malo spremembe, kaj hočem, jaz hočem, da sem tudi jaz v napetosti, tako kazunimi zmaji, ki se jih ukradali v drugi sezoni, ki je bilo na koncu, ojoj, kaj bo. To pa ne vemo, Točno to. Ja, okej, mislim, da smo glihkar predelali 3. in 4. del, se temu reče, ne? Tako da, zdaj bomo na tej točki, bom jaz najprej rekel hvala Mojci, ki se nam je danes pridružila prvič. Ne zadnjič. Čez 13 let bomo The Girls končno dali naspred. A že tu moraš kupiti par pšeničnih pirov in pa bo obljubo, da bo kjerokoli nadaljevanko. A pa mu Roxette poj. Jaz sem ful Roxette poslušala, ko sem bila v osnovni šoli. Ja, že spet Roxette. V glavnem,
naj vas preden karkoli začnemo zaključovati, da ne pozabimo. 11. maja se res, bomo, se pravi, vmes bojo itak, mislim, da še ene glave bojo še tako itak prišle, ali ne bojo. Ne, mislim, to je to moramo zdaj povedati. Lejte, moja rodbina izhaja iz Kranja in jaz sem dobršen del svojega življenja preživel v tej prestolnici Gorenjske, bil precej aktiven na tednu mladih, na mnogih tednih mladih in sem me letos povabil, če bi kaj naredil, se rekel, kakšen literaren večer, kaj tazga na temo Igre prestolov mogoče, sem rekel, kaj pa če bi naredil glave v živo, kratko pred publiko, da vidimo, kako bi se to odneslo, ne? Ko nismo na varnem skriti v svojih stanovanjih. Ja. Glavnem tako, da 11. Maj, to je nedelja ob 5. popoldne v zgornjih prostorih Lajerove hiše, to je v starem delu Kranja, pridite mogoče kakšno uro prej, ko prej bomo imeli tam neke roštilj delavnice, od spodaj na vrtu, tako isti dan, super smo si ta dan zmenili, tako da lahko pridete še kaj malo, jaz mislim, da bomo mi zelo masnih prstov šli pol gor to snemati. Glavno v 5. popoldne se bomo pogovarjali takrat samo o enem delu, ne, 5., ki bodo takrat minil Igre prestolov, bova midva z Anžetom, Matevž Luzar je tudi potrdil udeležbo in pa zraven bo tudi en moj znanc, Kristjan Pavunek, ki smo ga povabili za to, da bo malo povedal, kako je bilo na snemanju Igre prestolov, ker je se odpravil dol v Dubrovnik delati kot statist in ima fino zgodbico. Pač bo povedal, kako je to tam, kakšni so dejansko detajli produkcije, v kakšne detalje grejo, ko snemajo. Tako da bo zanimivo, to bo potem jasno v živo se slišalo čez 14 dni, mislim, na Aparatusu bo čez 14 dni, ampak če imate šanso, pridite popoldne v nedeljo 11. v Kranj, bo kar zabavno. Res je. Tako da, mislim, da veliko bolj kot otvoritveni koncert tedna mladih, ker bodo veseli svati ali nekaj podobnega. Ne moreš disati v izdmo. Lahko. Kokor sem jaz enih urih dal ta teden mladi, pa se tudi že prej doskrat povedal, ampak ne, je pa tudi ful dobrih stvari, tako da vse se dogaja. Bomo dali link do tedna mladih. Ponudba, povpraševanje. Ja, to je to. V glavnem... to so bile te 30. glave. 30. glave. Težte nam na Twitterju. Na Facebooku. Pa na Facebooku, ker Aparatus je tudi na Facebooku, hvala Boštjan. Drugač pa povejte, kaj sta vidva na Twitterju. Jaz sem Mojca S. Odlično. Jaz Pizama. Najdete se tudi na spletu? Že? Očitno ne. Jaz sem na Twitterju zanimal. Hrana. Hrana je. Tako da, jaz sem Afna Anzeta, drugač glave imajo tudi svoj mail, glave@aparatus.si. Sva dobila glih kar enega, ki pravi, ko posluša za nazaj, nekaj začel. Mislim, da spreš do sezone. Tretje glave, čisto dobro. Tako da super, to je backlag. Tak feedback je najboljši. Ker vidiš, da ljudi zanima. Greste seveda še enkrat povabljeni na aparatus.si pošiljnica podpri. Da lahko donirate 4, 8 ali 12 evrov mesečno za opremo. Dajte podpreti te dva fanta, saj sta zelo prijazna, simpatična, lepa. Tudi kakšni stari mami vrečke neseta, če je treba čez cesto. In pol stečeva. Če stara mama ne teče hiter, pa smo zabrali. Lahko sem eno stvar pohvalim, ker sem jo danes zraven pil od Brewdoga Cocoa Psycho. Imperial Russian Stout brewed with chocolate and coffee. Sicer ima 10%, ampak super, taka temna, gosta stvar, črna in slana. Kot čokolada izgleda. Tudi vlekel setko. Super, zanimivo, ko se še piše a kind of insanity that would make Rasputin himself proud. To je pa prav za zraven za debato v Igri prestolov. Zdaj smo pa krepko presegali že uro in pol. Tega noben nav poslušal, da je nekaj. Kdo ima pa toliko časa? Vsi, vsakdo, ki se bo čez vikend vozil iz Ljubljane, ne iz Štajerske v Ljubljano, kam so predori zaprti. Tisto, to pa res je, bo cele glave lahko čez Vransko poslušal.
To je to. 3, 4, adijo. Adijo.